Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Danes je ponedeljek 13. Danes po noči bo na nas sijala polna luna v raku. Se pravi, kar emotiven dan se nam lahko obeta, ampak ne glede na to, kdaj vi zdaj le spremljate tole oddajo, kar bomo danes povedali, velja vedno. V vsakem mesecu namreč se pojavijo posebni datumi, ki jih smatramo kot karmične, kajti pravzaprav so karmični zapisi. To so 13, 14, 16 in 19, se pravi 13 sploh ni edino tako, bom rekla, označeno za slabo število. In prav nobeno od teh števil v resnici ni slabo, je pa dobro za nekaj povsem drugega, kot bi si sicer morda mislili. Se pravi, ne glede na to, kateri mesec je, ali je to zdaj januar 2025, ali pa bo to, ne vem, september leta 2030, ti napotki vedno veljajo. Pričnimo pa najprej kar pri karmi. Numerologija karme ne razlaga kot enega velikega zmaja, to ni bav, to ni kazen, to ni prekletstvo, to ne pomeni, da zdaj pa nič ne morete, kajti to velikokrat od vas slišim, vem, da imam karmični dolg, nič ne morem. Kaj pa še? Seveda, da lahko. Torej, dragi moji, karmo numerologija razlaga na nek način podobno, kot bi razlagali in opisovali popravni izpit. Recimo, da smo čez leto dobili lenoritis, se nismo učili tako, kot je treba, morda smo bili nefrišno zaljubljeni, pa se res nismo mogli učiti tako, kot je treba, morda smo imeli daljšo angino, pa se zato nismo mogli učiti. Razlogov je lahko veliko, ampak če nekako si pridelamo popravni izpit, to pomeni, da nam učitelji več ne bodo pogledali skozi prste, malo več, seveda bo potem snovi, malo večja zahtevnost bo kot čez leto. In pravzaprav to je karma. To pomeni, duhovna numerologija pravi, da to pomeni, da smo iz prejšnjega življenja prinesli neke zapise, ki jih je enostavno potrebno ponoviti, nadgraditi, se naučiti in popraviti. In tudi, če ne verjamemo v prejšnje življenje, karmični zapis vam lahko garantiram, ker z vami delam pa zdaj že res 20 let plus, kadar se pojavijo v osebnih izračunih, mešajo štrene, ker nas želijo nečesa naučiti. Se pravi, razlika med lekcijami in med karmo je to, da lekcije tudi, če ne usvojimo, ni taka drama, gospa karma pa je kar dosledna, pa nam kar vedno znova postreže s podobnimi situacijami, s podobnimi, bom rekla, tipi razmerja, tipi ljudi, ki stopajo v naše življenje, podobnimi načini razočaranja in tako naprej. Se pravi, če se morda kdaj počutite, da ste ujeti v začaran krog, da vedno znova pritegnete enakšen tip ljudi, partnerjev, prijateljev, sodelavcev in tako naprej, ni odveč pregledati, če vam morda ne nagaja ravno karma. Ampak danes se pogovarjamo o datumih, se pravi, vsak mesec, ko napoči 13., 14., 16., 19. so to karmični zapisi, so to karmični datumi. Na te dni, podobno kot velja tudi za retrogradni Merkur, se močno odsvetuje podpis pogodbe, večji dogovori, se pravi vse nekaj, kar prinaša prihodnost. Kajti karmični zapisi se osredotočajo na preteklost. Zato so izvrstni, da neke stvari, ki smo jih pobiksali v preteklosti, popravimo. Se pravi, na te datume se nam običajno zgodijo stvari, ki nam pomagajo razumeti, zakaj in kaj se učimo. Se pravi, na 13. se nam bo dogodilo nekaj, mogoče bomo videli kak film, mogoče nam bo nekdo nekaj rekel, nas bo zelo pojezilo, nas bo zmotilo, bomo zaznali močneje kot sicer na katerega koli od teh 4 datumov, se pravi 13, 14, 16, 19. Kadar se to zgodi, prisluhnite sporočilu za tem, prisluhnite, kaj pravzaprav vam življenje sporoča. Kadarkoli smo na en tak karmičen dan, pomeni tudi, da če se mi želimo opravičiti, če se mi želimo odkupiti, če mi želimo od zdaj naprej delovati kot boljši človek, bomo to lažje storili. Se pravi, če sem nekoga 10 let nazaj, ker sem bila še praktično otrok, pustimo zdaj, da to matematično ne gre skozi, se pravi, če sem davna leta nazaj, bila morda še zelo nezrela, tako kot mi vsi, kajti izmed nas smo vsi še vedno nezreli.
To sem se tako logično povedala. Vsak izmed nas se še nečesa uči, sem hotela povedati, se pravi, na tistem področju je seveda prisotna nezrelost, neprimerno obnašanje, neprimerni komentarji, če se pa nečesa še učimo. Se pravi, če mi to zaznamo in rečemo, aha, 10 let nazaj sem pa tej osebi naredil to, pa sem pa tej situaciji naredil tako, pa zdaj razumem, da to ni bilo najboljše. In če prevzamemo odgovornost in če se le imamo možnost tej osebi opravičiti in reči, poslušaj, sorry, zdaj, takrat nisem, zdaj pa res vem, da to ni prav, se ti želim opravičiti, želim dati obraz temu, kar sem naredil, a ne? Želim prevzeti odgovornost, želim prepoznati, da je šlo za slabše ravnanje. Morda bomo imeli na drugi strani osebo, ki bo zelo zrela, ki bo zelo sočutna in bo rekla, super, da si to dojel, the best, da ti lahko tam mogoče še malo feedbacka, pa kakšen nasvet, kaj bi meni takrat mogoče ful bolj bilo fajn, kakor to, kar je bilo. Mogoče pa bo nekdo pač prišel na svoj račun in nam bo to še malo bolj zaribal v obraz in še malo bolj zameril in še malo več drame naredil. Ampak pravzaprav, kar je pomembno v tej situaciji, je to, da mi dojamemo za naprej. Se pravi, karmični datumi nam dajo fantastično priložnost, da prepoznamo slabše ravnanje svoje, ne od mame, pa ne od sosede, pa ne od šefa, pa ne od bivšega, pa ne od nekoga na drugem koncu sveta, ampak naše lastno. Vsi se še nečesa učimo, vsi ga še kdaj pobiksamo, pa še ga bomo, ampak pomembno je, da smo v procesu našega življenja kritični in na te dneve nam je to lažje. Lažje nam je za nazaj razumeti, zakaj nekaj ni bilo najbolje in za nazaj morda napake tudi popraviti. Lažje nam je prepoznati, kaj pravzaprav je ljubezen, luč, integriteta, korektnost, kaj pravzaprav je tisto, kar je bistvo življenja. Če tudi morda ga nismo pobiksali, ampak neke uvide lažje dobimo na karmične dneve na drugačen način. Se pravi, po vsej verjetnosti bo šlo za nek dogodek, za neko izkušnjo, ki je bila neprimerna, neprijetna. Se pravi, kadarkoli smo 13. v mesecu, to preprosto pomeni, da se učimo prevzeti odgovornost za vse tiste situacije, kjer morda nismo bili najbolj pošteni, kjer morda nismo bili najbolj zreli v smislu odgovornosti, marljivosti, ko smo bili površni, ko smo naredili na pol, ko sploh nismo naredili, pa smo upali, da nas ne bodo dobili. In dokler mi zdaj govorimo o neki domači nalogi v osnovni šoli, ki smo jo naredili tako na pol, ko smo sam nekaj načečkali, da se nam res ni dal, ker je bilo pol na TV-ju nekaj tako ful bolj zanimivega, pa je bilo treba iti ven, se igrati. A to še delajo otroci v osnovni šoli, ali so samo še na telefonih, se sprašujem včasih. Torej, 13 simbolizira zlorabo poštenega dela. Ljudje, ki imajo 13 zelo močno recimo prisotno v svojih osebnih izračunih, so osebe, ki se običajno rodijo v bolj revna okolja oziroma v okolja, ki jim ne dajo enakih možnosti kot njihovim sovrstnikom. Se pravi, morda njihova družina ne more plačati šolnine, živijo zelo daleč stran od univerze, tistega, česar bi se želeli učiti in tako naprej. Se pravi, v življenju težje pridejo do stvari, do nekega prepoznanja, do boljše plače, do boljše službe in to se neha, veste kdaj? Ne samo takrat, kadar so zelo pridni, zelo marljivi, zelo vestni, zelo odgovorni, ampak takrat, ko pravzaprav prepoznajo dragocenost poštenega dela, kar pomeni, da znajo spoštovati gradbenega delavca, snažilko, vse tiste ljudi, nad katerimi se velikokrat roko na srce, če nam je to prav priznati ali ne, marsikdo znaša zato, ker se lahko. To je prvi korak. Drugi korak pa je prepoznavanje svojega lastnega poštenega dela. Se pravi, če je ta oseba vedno tista, ki je dežurna, ki podaljša, ki ima nočne, ki ne more planirati dopusta, ki ima mizerno plačo, ki jo vsak ta drug, ki gre mimo službe okrog obrne. Se pravi, takrat se zaključi ta karmični proces, ko ta oseba reče, zdaj pa dovolj. Zdaj pa dovolj. Zdaj pa tudi jaz cenim moje delo in se več tega ne grem. Takrat se karmični dolg sprosti. Se pravi, 13. v mesecu se ne sprašujte samo, kaj lahko naredite bolje, sprašujte se tudi, kdaj svoje poštenosti, svoje korektnosti, svojega marljivega dela nekako ne opravljate oziroma ne prepoznavate in vi ne cenite, kakšna je vaša lastna vrednost. Tudi to je vprašanje dneva 13. In pa 13 število seveda povezujemo tudi s fizično realnostjo, s fizičnim telesom, se pravi, na 13. bi lahko zaznali v našem lastnem telesu neka subtilna sporočila,
ki nam nekako prinašajo opomnik, da je treba bolj zdravo živeti. Se pravi, če zaobjamemo število 13, vsakič, ko smo 13. v mesecu, je pomembno, da si pogledamo v oči, ali smo resnično pošteni, odgovorni, marljivi, ali resnično smo organizirani, vemo, kam gremo, cenimo svoje delo, cenimo tuje delo, cenimo svoje zdravje in ali resnično tudi zdravo živimo. Tudi 14. je karmični dolg, se pravi 14. v mesecu pa povezujemo z mehanizmi bega. Število 14 se šteje v število 5, zato tudi leto 2025 prinaša zelo negotove energije. Veliko oseb v letu 2025 se bo z vsemi 4 otepalo kakršnekoli odgovornosti, se pravi tudi tiste osebe, ki imajo 14-5 v svojih osebnih izračunih, ampak mora biti resnično na zelo preciznem mestu, zelo precizna kombinacija mora biti, so načeloma nagnjeni k varanju oziroma se zelo težko vežejo. Se pravi, to je recimo tak grob opis števila 14, kadarkoli smo 14. v mesecu, se pravi, se nam zdi zelo imenitno je odsvirnati drugam, če nam nekaj ni prav. Zelo imenitno se nam zdi reči, dosti imam tega, se pravi, ta dosti imam tega, ki sicer je lahko postavljanje meje, se zna tako dobro zakrinkati v ravno to, napad name. Se pravi, jaz imam zdaj dosti tega in grem stran, ker to je pa res nevzdržno. To pa, da moram jaz vsak dan zjutraj v službo, to pa je kršitev človekovih pravic. Se pravi, 14. po eni strani nas spodbuja poslušati onega vražička na ramenu, za katerega vemo, da nima čisto prav, ampak nam paše. Se pravi, lahko bi jo povezovali z uporniško energijo, z najstniško energijo, kadarkoli se ujamete, da delujete zelo podobno najstniku, se pravi, zdaj pa ne bom, ti pa meni že ne boš govoril oziroma govorila in tako naprej. Takrat ima 14 običajno nekako prste vmes. Se pravi, tudi če poznate tako osebo, po vsej verjetnosti bi število 14 nekje pri njej našli. 14. v mesecu, torej bodite pozorni, kje prehitro odnehate. Kje pravzaprav gre za mehanizem bega in ne za potrebo po svobodi, ne za potrebo po spremembi, ne za potrebo po rasti. Hitro si znamo najti tono izgovorov, hitro znamo najti 1000 razlogov in utemeljitev in argumentov, zakaj pa mi tega zdaj resnično se ne gremo več. V resnici pa mogoče smo le majhen nezrel otroček pa malo najstnika zraven. Se veste, koliko se nam je to zgodilo, ko smo vedeli, da moramo recimo, ne vem, smeti ven nesti, pa potem, ko je mama rekla, še nisi smeti ven nesel oziroma nesla, pol se nam je pa čisto zapažmagal. Torej, 14. v mesecu nam bo lažje prepoznati, kdaj smo ravnali pravzaprav zato, ker smo bili uporniki, iz principa in ne iz naše lastne moči, kajti pravzaprav, dragi moji, roko na srce, če jaz zdaj rečem, zdaj pa ne bom, zdaj, ker pa meni nekdo to rekel, zdaj se mi pa fršmaga, se mi zamal zdaj pa se nalaš ne bom, zdaj pa res ne bom. Kdo ima tukaj moč v rokah? Jaz prav gotovo ne. Jaz imam moč v rokah, ko se jaz odločim, bom, ne bom. Bom zato, ker je dobro zame, ne bom, ker je slabo zame. Ne zato, ker je nekdo drug rekel. In velikokrat se ujamemo ravno v ta krog ne, ker imamo občutek, da zdaj smo pa mi ta glavni. Se pravi, vsakega 14. v mesecu bodite pozorni tudi na to, kdaj pravzaprav sami sebe sabotirate, kdaj druge sabotirate, kdaj iščete nekaj novega, nekaj razborljivega, nek adrenalin, zato da se vam ni treba ukvarjati s tistimi mogoče malo manj zabavnimi, bom rekla, tudi malo manj prijetnimi stvarmi. Se pravi, 14. v mesecu se nam lahko zgodi preblisk, se nam lahko zgodi neka taka situacija. Zdaj, ko rečem situacija, to lahko pomeni, da dejansko pride do nekega pogovora v vašem življenju, neke situacije v vašem življenju, lahko pa nek prizor vidimo v filmu, v nadaljevanki, preberemo v, ne vem, v trgovini, se pa reče v časopisu, zaznamo na socialnih omrežjih. Se pravi, velikokrat te informacije pridejo na nas tudi po drugačnih kanalih, ne samo preko naše lastne izkušnje. In če zdaj strnemo, število 14 simbolizira beg pred realnostjo, mehanizme bega, izogibanje stvarem, ki nam niso po godu, to, da prehitro odnehamo, to, da nas zelo vleče nekaj eksotičnega, nekaj nenavadnega, nevarnega, prepovedanega in tako naprej. 16. Tudi 16 je karmično število 16 pa simbolizira resnico, korektnost, integriteto. Kdaj stojimo v svoji integriteti, če tudi jih zato po prstih dobimo in kdaj ne.
Vsakega 16. v mesecu se nam tako lahko pojavijo tudi malo bolj kritične misli, ko smo malo bolj kritični do drugih, do sebe, ko se nam zdi, da vse na svetu je narobe, svet je šel v k, zelo je krivičen in tako naprej. Število 16, kadar se pojavi v osebnih izračunih, običajno simbolizira toksični perfekcionizem, se pravi, nikoli ni dovolj dobro in predvsem nezaupanje v sebe. Se pravi, na ta dan v mesecu bi se recimo lahko pojavile situacije, dogodki, naše misli, naše občutki, naše doživljanje, ki bi to nekako potrjevalo. Imeli bomo občutek, da to pa res ni dosti dober, to pa res ni dosti cool, to pa res ni za nas. Oziroma, mi nismo za to, mi to ne moramo, mi to ne znamo. Joj, koliko je drugim lažji. A vi veste, koliko je drugim lažji. Ne? Mi moramo iti v telovadnico, pa ful kvihtati, eni pa ful v tem uživajo, tako da njim je to ful lažji. Jaz pa to ful ne moramo. Ne? Se pravi, ko govorimo tudi o disciplini, o tem, da vztrajamo na nek, bom rekla, korekten način, tudi tu se pojavi število 16. 16. v mesecu je sploh pomembno, da se ne lotevate nobenih pravnih dogovorov, nobenih podpisov pogodbe in tako naprej. Malo bolj kot za druge datume celo to velja, kajti število 16 je tisto, ki zlorablja resnico. Se pravi, na ta dan se nam lahko zgodi, da nam pade tančica z neba, z oči. Zanimivo mešam izraze danes, da karma je kriva, ker ti snemam na 13. Retrograden Merkur, karma, nekdo vidite, 14. Torej, kadarkoli imamo občutek krivičnosti ali pa upravičenosti do tega, da mi delujemo slabše, bomo našli nekje v ozadju števila 16. Velikokrat se nam zdi, da imamo kar prav, če nas je nekdo izsilil na cesti, ga lahko kar izrinemo dol z ceste, mislim, pa mu pa je. Velikokrat se nam zdi, da zato, ker je nekdo do nas bil nesramen, neprimeren, zdaj lahko mi njih nazaj kar zdrobimo, zmeljemo, sfaširamo. Ne past v te zanke uma, ne past v te igrice. Nihče nima pravice nekomu drugemu škodovati. Pika, konec, fertik. Ni važno, koliko se nam zdi, da smo upravičeni, kaj vse nam je druga oseba naredila in tako naprej. Kadarkoli smo 16. v mesecu, tako lahko prepoznamo svoje, mogoče malo bolj, bom rekla, agresivne misli, nepravične misli, mogoče smo celo malo bolj kritični, malo bolj pikolovski, tudi do sebe, ne samo do drugih, se pravi tudi do nekih stvari, ki smo jih mi dosegli, pa so bile rezultat trdega dela, pa pride potem 16 kamin pa reče, kva. Torej, ne nasest tem mislim, ki pa pravzaprav iščejo dlako v kopici sena. Tudi to ni bistvo življenja. Se pravi, vsakega 16. v mesecu lahko prepoznamo, kdaj mogoče smo sami bili preveč zahtevni, sami bili preveč kritični in kdaj seveda tudi premalo. Kdaj smo nekaj naredili zelo na pol, samo zato, da smo od sebe dali. Sploh, ko govorimo o akademskem izobraževanju, sploh, ko govorimo o stvarih, ki so nekako uradno povezane s svetom, se pravi, zavarovanja, pogodbe, kako imamo urejeno svojo lastno dokumentacijo in tako naprej. Se pravi, 16. v mesecu je primeren tudi za to, da uredite neke stvari za nazaj, neke izpiske in tako naprej. In to imamo zdaj še število 19. Število 19 je pravzaprav najbolj agresivno karmično število, pa ravno 13, ki se običajno bojimo. Se pravi, 19 simbolizira ego, pohlep, to, da nič ni sveto razen obilje. In če se spomnimo leta 2019, ki je bilo najbolj karmično leto tega tisočletja, ker je bil takrat zapis 19 najmočnejši, se vi spomnite, ko smo mi požigali amazonski pragozd, zato da so dogor dali kravice in povečali svoj lastni dobiček. Jaz vem, da ljudje včasih smo zelo samodestruktivni, in da včasih pozabljamo, da če bomo uničili naravo, bomo uničili sebe in tako naprej, ampak da smo tako butasti, prav ne želimo uporabiti druge besede, da gremo požigati pljuča sveta, si pa nisem mislila. In prav to število 19 naredi butaste odločitve, zato ker se nam zdi, da bomo nekaj profitirali. In ne razmišljamo dolgoročno, ne razmišljamo celostno, gledamo samo na svojo lastno rit. Ja, to sem rekla, rit. In to je število 19. Kdaj v življenju vas je zanimalo samo to, da bo vam dobro? Vsi smo kdaj taki. Včasih se gre za,
film v kinu, ki ga hočemo za vsako ceno videti, včasih se gre za sladoled, ki ga hočemo za vsako ceno pojesti, včasih se gre pa tudi za kaj hujšega. Se pravi, kadarkoli smo 19. v mesecu, bomo lažje prepoznali občutek tega, ko se nam zdi, da moramo sebe nujno postaviti na prvo mesto, da moramo nujno izničiti okolico, zato da bomo mi varni. Znova, vsi se kdaj tako počutimo. To ne pomeni, da ste globoko v sebi serijski morilec. To pomeni, da ste človek. Vsi imamo ego, vsi imamo boljše in slabše trenutke. Pomembno pa je, da se zavedamo, da to ni bil naš najbolj briljanten moment in da to naj ne bi bili mi. Ne da ostajamo v teh energijah. Ne? Se pravi, 19. je tista, ki nam bo našla razlog, zakaj lahko nekaj dobesedno fentamo, ker nič ni sveto, smo rekli, zato da pa pač nam fajn. In tisti ljudje, ki imajo zelo močno prisotno število 19 v svojih izračunih, pa zdaj ne govorimo o datumu rojstva, tako da če vam je nekdo, ki je bil rojen 19, zdaj prišel na misel, ali pa 14, ali pa 16, ali pa 13, ne govorimo o tem, to ima čisto drugačen pomen. Te osebe ne vejo, da drug svet ni enako nevaren. To so velikokrat osebe, ki so dokaj paranoične, ki velikokrat tudi iz lastnega strahu pred drugimi ravnajo slabše, kot bi lahko. Se pravi, so izrazito napadalne, agresivne, ošabne, arogantne, rade komandirajo in kaznujejo, če se njihovih ukazov, ki jih kar velskajo, velikokrat ne upošteva. Vsak izmed nas, verjamem, da kdaj se srečal tudi s to energijo v tuji, drugi osebi in v sebi, vsakega 19. v mesecu pa si lahko naredimo neko res interno inventuro in pregledamo, kdaj smo imeli občutek, da smo tako ogroženi, da moramo napasti. Kdaj smo imeli občutek, da moramo mi biti tisti ta glavni, sicer se bo svet sesul. Kdaj smo imeli občutek, da svet se bo sesul, če nas ni. In kdaj smo imeli občutek, da smo nič vredni. Opozorila bi, da vsako število, tudi karmično, tudi mojstrsko, ima dve plati zgodbe. Poglejte, o mojstrskih številih sem že govorila, tudi Hitler ima mojstrska števila, pa mislim, da ni šel ravno po poti razsvetljenja, čeprav je bil sam prepričan, da točno to počne. Se pravi, ob koncu bom takole rekla, ne glede na to, ali morda imamo karmična števila v svojih izračunih, če vas zanima, ali jih imate, pejte na mojo spletno stran, kliknite na zavihek numerologija in poiščite karma. Tudi na mojem YouTube kanalu, če greste na playlist numerologija, boste našli oddajo, ki se reče, ki pa vas karma žuli. Se pravi, pejte pa zračunite pa poglejte. Ne glede na to, ali nekdo ima karmično število ali ne, to ne pomeni, da je slab človek. Ne glede na to, kakšen je datum, mi še vedno lahko naredimo veliko dobrega iz tega. To so smernice, ki so pomembne zato, da se zavedamo, da zaznamujemo našo pot s tem. In od vas veliko, kad slišim, tudi sama imam zelo dobro prijateljico, ki je rojena 13., ki se je poročila na 13. in je resnično tak velik angel na tem svetu. Velikokrat to pomeni tudi, da transformiramo energijo iz prejšnjih življenj. Se pravi, če ste se 13. rodili, če ste se 13. poročili in je vaš zakon čudovit, to po vsej verjetnosti pomeni, da s to osebo, s katero ste poročeni, predelujete nekaj iz prejšnjega življenja in vam gre the best. Tako da, dragi moji, nič ni v kamen zapisano kot dobro in kot slabo, vse te smernice pa so dobro namerne v smislu, zakaj bi drezali v zmajevo gnezdo karme in karmičnih zapisov, če nam ni treba. Dotaknila bi se še pogodb, včeraj sem dobila kar veliko vprašanj od vas glede točno teh datumov. Se pravi, najbolj pomemben je datum, s katero pogodba začne veljati, kar je običajno 1. v mesecu, kar tudi ni naključje, enka simbolizira napredek, korak naprej, neko novo realnost, neko novo prihodnost. Zelo pomembno pa je, sploh če smo še v procesu pogajanja, če smo še v procesu razgovora za službo, ko želimo pustiti svoj najboljši vtis, jaz ne bi drezala v karmične zapise, res ne, ker ti nikoli ne vemo, kaj se nam bo 13., 14., 16., 19. zgodilo in kam bomo dreznili. Tako da jaz bom rekla, vzeti seveda s čepcem dvoma, ampak po drugi strani škoditi ne more, če se izogibate teh datumov, čisto po domače povedano. Se pravi, če je le možno, se dogovorite za podpis pogodbe, sploh če je poslovna pogodba 8. v mesecu, če govorimo o poroki 6. Še boljše pa je, če izračunamo, kateri je to vaš osebni dan.
To imate na voljo, no, še to čisto hitro na koncu povem, da je pravi čas. 12 evrov je res ni nek tak strošek, za kakšne pomembne odločitve je res fajn, da si date zračunati, sicer pa 13., 14., 16., 19. v mesecu naj bo čas za introspekcijo, za retrospekcijo, za ocenjevanje nas samih, za to, da bomo delovali preprosto bolje. Ker to je pravzaprav naloga karme. Naloga karme nas je usmeriti na boljšo, bolj zrelo, bolj dobro, bolj kvalitetno pot.